V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Dobro jutro, dober dan, lepo pozdravljeni pri tem prenosu Svete Maše iz Dravljske župnijske cerkve. Danes je nedelja v božični osmini. Božič je namreč tako velik praznik, da ga praznujemo ne samo en dan, ampak 8 dni, Jezusov rojstni teden. In nedelja v tej božični osmini je vedno posvečena prazniku svete družine. Spominjamo se tega, kako so Jožef, Marija in Jezus kot družina, kot običajna človeška družina, živeli skupaj, gradili svoj odnos drug z drugim, gradili svoj odnos z Bogom, da bi ob tem premišljevanju tudi mi prepoznali, kaj je tisto, o čemer morda kot posamezniki, kot družinski člani in kot družine lahko še napredujemo, lahko še rastemo, lahko postajamo bolj v skladu z Božjo voljo in s tem načrtom, ki ga je Bog položil v vsakega od nas. Danes Patri mašujemo za žive in pokojne župljane, za pokojnega Alojza Erjavec ob obletnici ter za pokojnega Lojzeta Martinčič. Molimo. Dobri Bog, v sveti družini si nam pokazal čudovite zglede lepega življenja. Daj, da bomo v naših družinah v medsebojni ljubezni krepostno živeli in se v večnosti veseli se šli pri tebi. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz prve Mojzesove knjige. Tiste dni je Abramu v videnju prišla Gospodova beseda rekoč: Ne boj se, Abram, jaz sem tvoj ščit, tvoje plačilo bo zelo veliko. Abram pa je rekel: Gospod Bog, kaj mi boš vendar dal, ko pa ostajam brez otrok in bo dedič moje hiše Damaščan, Eliezer? In Abram je rekel: Glej, nisi mi naklonil potomstva, zato glej, bo moj dedič hlapec moje hiše. A glej, prišla mu je Gospodova beseda rekoč: Ne bo ta dedoval za teboj, temveč tisti, ki bo prišel iz tebe, bo tvoj dedič.
Popeljal ga je na plano in mu rekel: poglej proti nebu in preštej zvezde, ki jih moraš prešteti. Potem mu je rekel: tako bo s tvojim potomstvom. Veroval je Gospodu in ta mu je to štel v pravičnost. Gospod je obiskal Saro, kakor je rekel, in Gospod je storil Sari, kakor je napovedal. Sara je spočela in rodila Abrahamu sina v njegovi starosti, ob času, ki mu ga je Bog napovedal. Abraham je svojemu sinu, ki mu ga je rodila Sara, dal ime Izak. Poslušali smo Božjo besedo. Gospod se spominja svoje zaveze. Gospod se spominja svoje zaveze. Zahvaljujte se Gospodu, v njegovo ime kličite, oznanjajte med ljudstvi njegova dela, pojte mu in mu igrajte, premišljujte o vseh njegovih čudovitih delih. Gospod se spominja svoje zaveze. Ponašajte se z njegovim svetim imenom, naj se veseli srce tistih, ki iščejo Gospoda. Iščite Gospoda in njegovo mogočnost, vedno iščite njegovo obličje. Gospod se spominja svoje zaveze. Zarod njegovega služabnika Abrahama, Jakobovi sinovi, njegovi izvoljenci, spominjajte se čudovitih del, ki jih je storil, njegovih znamen in sodb njegovih ustnic. Gospod se spominja svoje zaveze. Na veke se spominja svoje zaveze, besede, ki jo je zapovedal 1000 rodovom, zaveze, ki jo je sklenil z Abrahamom, prisege, ki jo je dal Izaku. Gospod se spominja svoje zaveze. Berilo iz pisma Hebrejcem. Bratje in sestre, ker je Abraham veroval, je v Boga klic, naj odide v deželo, ki naj bi jo dobil delež. Odšel je, ne da bi vedel, kam gre, ker je Sara, ki je bila neplodna, verovala, je dobila moč, da je kljub starosti spočela, saj je bila prepričana v zvestobo tistega, ki je dal obljubo. Zato se je tudi rodila enemu, in to omrtvelemu, tolikšna množica potomcev, kolikor je zvezd na nebu in kakor je brez števila peska na morskem obrežju. Ker je preizkušeni Abraham veroval, je v dar prinesel Izaka. Edinorenega sina je bil voljan darovati on, ki je prejel obljube, in mu je bilo rečeno: po Izaku se ti bo imenovalo potomstvo. Mislil si je, da more Bog tudi od mrtvih obujati. Zato ga je, rečeno v prispodobi, dobil nazaj od mrtvih. Božja beseda. Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih, v teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovoril po Sinu. Gospod z vami iz svetega evangelija po Luku.
Ko so se dopolnili dnevi Marijinega očiščevanja po Mojzesovi postavi, so Jezusa prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda, kakor je zapisano v postavi: vsak moški prvorojenec naj bo posvečen Gospodu. In da bi žrtvovali 2 grlici ali 2 golobčka, kakor je rečeno v Gospodovi postavi. Bil pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon. Bil je pravičen in bogaboječ. Pričakoval je Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil nad njim. In Sveti Duh mu je razodel, da ne bo videl smrti, dokler ne bo videl Gospodovega maziljenca. V duhu je prišel v tempelj in ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj opravili vse po običaju postave, ga je tudi Simeon vzel v naročje, slavil Boga in rekel: zdaj odpuščaš, Gospodar, svojega služabnika v miru, kakor si obljubil svojo besedo. Kajti moje oči so videle odrešenika, ki si ga poslal vsem ljudstvom, luč v razodetje vsem narodom in v slavo Izraela tvojega ljudstva. Njegova oče in mati sta se čudila temu, kar se je govorilo o njem. Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi: glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, kateremu bodo nasprotovali. Tvojo dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src. Tam je bila tudi prerokinja Ana, Fanuelova hči iz Aserjevega rodu. Bila je že zelo v letih. Po svojem devištvu je 7 let preživela z možem, nato pa je kot vdova dočakala 84 let. Templja ni zapuščala, ampak je noč in dan s postom in molitvami služila Bogu. Prav tisto uro je prišla v tempelj počastiti Boga in pripovedovala je o otroku vsem, ki so pričakovali odrešenje Jeruzalema. Ko so izpolnili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. Otrok pa je rasel in se krepil, bil je vedno bolj poln modrosti in Božja milost je bila z njim. To je Kristusov evangelij. Na praznik svete družine vas povabim, da se ob tej današnji Božji besedi preprosto ustavimo samo ob tem izrazu, ob tem imenu. Sveta družina. Izraz, kot rečeno, označuje družino Jezusa, Marije in Jožefa in nam na nek način skuša predati eno bogatstvo, eno sporočilo, ki lahko oblikuje tudi nas kot posameznike in tudi naše družinsko življenje. Rečemo družina, ker so bili odnosi in način življenja Jožefa, Marije in Jezusa pravzaprav identični, kot so v naših družinah. Tako kot se v naših družinah moramo za določene stvari potruditi, se trudimo za dobre odnose, se od nas pričakuje, da se znamo kdaj tudi odpovedati svoji volji, da se znamo prilagajati, zato da lahko živimo eno pravičnost, da lahko živimo solidarnost, da lahko živimo pozornost drug do drugega, da znamo biti drug z drugim, kadar je potrebno, nežni, ljubeči, zato da so, kot rečeno, da se vsak od nas v družini dobro počuti. Tu je življenje svete družine enako življenju vsake družine. Nič ne pride samo od sebe, tudi ko gre za vprašanje vsakdanjega življenja, ko gre za vprašanje standarda, ko gre za vprašanje hrane. Iz današnje Božje besede, iz Lukovega evangelija, nam je dopuščeno sklepati, da Jožefova in Marijina družina ni bila ravno med najbolj premožnimi, namreč, kot smo slišali, ko so prinesli Jezusa v tempelj, ker je pač vsak prvorojeni otrok
pripada Bogu in se ga odkupi z daritvijo. Običajni predpis je bil, da se daruje jagnje. Če pa je družina manj premožna, če si družina jagnjeta ne more privoščiti, naj daruje 2 grlici ali 2 goloba. To je bil tudi primer njune družine, kar kot rečeno nam dopušča sklepanje, da tudi s financami v tej družini ni bilo vedno vse enostavno, da je bil tudi to lahko en vir, dodatni vir skrbi, kar tudi bolj ali manj poznamo vsi iz naših družin. Tudi v tem smislu sveta družina ni bila izjema, ni bila izvzeta od tega, kar izkušajo vse človeške družine. Še precej stvari lahko povežemo z našimi družinami in s podobnostjo v smislu povezanosti z širšo družino, s sorodniki. Vemo, Marija, smo slišali v preteklem tednu, noseča hiti v gore na Judovem k svoji sorodnici Elizabeti. Njuna družina ni izvzeta, ni nek otok, ni izolirana od drugih odnosov. Živijo v Galileji, v Nazaretu, ki je nekako znotraj Izraela veljala že za napol pogansko. Se pravi, imajo tudi izkušnjo tega, kako je biti morda ne najbolj spoštovan zaradi svojega porekla, zaradi svoje tradicije, zaradi svojega izvora. Imajo izkušnjo potovanja, ki je velikokrat tudi bolj v sili, ne samo zaradi turizma. Jožef in Marija pripotujeta v Betlehem, kjer se Jezus rodi. Kot begunci imajo izkušnjo odhoda v Egipt. Kot rečeno, veliko stvari je takih, kjer lahko popolnoma jasno razumemo, gre za običajno in v ničemer izjemno človeško družino, kar se tiče vseh skrbi, pa tudi veselj, ki jih imamo v naši družini. V čem je torej ta družina drugačna do te mere, da si je prislužila vzdevek sveta družina? Kaj je tisto, kar sveto družino razlikuje od naših in v čemer so nam lahko močan zgled? Če je nekaj, kar sveto družino razlikuje od naših družin, potem je to morda v polnosti posvečenost iskanja Božje volje. Vsi v družini in družina kot celota je na nek način ves čas pozorna odkrivanju in prepoznavanju Božje volje. Odkriti, prepoznati in izpolniti Božjo voljo. Po eni strani imamo zgled Marije, še preden postanejo družina. Marija posluša, prisluhne angelu Gabrielu, ki pride znaniti njeno prihodnost in to sprejme, da se popolnoma Bogu na razpolago in potem ves čas, skozi vse dogodke, tudi tiste, ki jih ne razume, evangelisti ves čas poudarjajo, Marija pa je to ohranila v srcu in je to premišljevala. Je ves čas iskala, je ves čas ohranjala to pozornost, kje in kako se bo razodela Božja volja, da bi lahko to sprejela, da bi lahko to izpolnila. Ta njena drža se na nek način skoraj nalezljivo prenese tudi na Jožefa. Jožefa v Matejevem evangeliju spoznamo v trenutku, ko se sprašuje, kaj narediti
s to svojo zaročenko, ki je noseča, kaj bi bila tukaj zdaj prava odločitev, kaj je tukaj Božja volja. In v sanjah prepozna, sliši Božji glas, Božja navodila, ki jih Jožef tudi sprejme in vse svoje življenje naravna v to smer sprejemanja tega, kar je slišal, iskanja Božje volje. Zagotovo Jožefov in Marijin zgled vpliva tudi na Jezusa. Današnji evangeljski odlomek se konča z besedami, da so se vrnili v Galilejo, da je otrok rasel in se krepil, da je bil vedno bolj poln modrosti in Božja milost je bila z njim. Zagotovo vzgajati Božjega sina ni preprosta reč. In vendar, iz vsega, kar lahko prepoznamo pri odraslem Jezusu, ko poslušamo njegove nauke, ko poslušamo njegove prilike, vidimo, da zagotovo je v tem svojem primarnem družinskem okolju dobil veliko od tega, kar je povezanega z opazovanjem ljudi, kar je povezanega z opazovanjem narave, kar je povezanega z opazovanjem odnosov med ljudmi, kako pozoren in hkrati kako zelo ljubeč je vedno znova Jezus v teh besedah, v teh opisih. Precej tega je zagotovo dobil tudi od zgleda, ki ga je imel v svojih starših. Da bi znali ta vidik odprtosti Božji volji in pozornosti na to, kar želi Bog, v resnici tudi mi razvijati, da bi na ta način tudi naše družine lahko postajale vedno bolj podobne sveti družini, da bi lahko tudi mi na nek način, tudi kot družine, postajali vedno bolj tisto, kar si je Bog za nas zamislil, tisto, za kar nas je Bog ustvaril in poklical. Da bi znali v otrokih vedno znova prepoznavati velik Božji dar, po drugi strani pa, da bi otroci prepoznali tudi sami sebe kot dar in kot nekaj, kar je v Božjih očeh zelo dragoceno. Imamo možnost otroke tudi blagosloviti, pa vas v tem trenutku vse otroke pri zaslonih povabim, da vstanete. Jaz pa bom nad vami danes takole nadaleč izrekel, zmolil blagoslov, ki nam je pripravljen ravno za to priložnost, da bi lahko tudi vi, tako kot Jezus, svoj čas rasli v modrosti, rasli v spoznavanju tega, kar je dobro in kar je prav, da bi lahko svoje življenje uresničili v veselju, v ljubezni, v polnosti. Molimo. Gospod Jezus, otroke si sprejemal s tako veliko ljubeznijo, da si rekel, kdor jih sprejme, mene sprejme. Prosimo te, usliši naše prošnje za te otroke. Obdaril si jih s krstno milostjo, nenehno jih varuj. Ko dorastejo, naj se v veri svobodno odločijo zate, v ljubezni naj bodo goreči in naj srčno vztrajajo v upanju na tvoje kraljestvo, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.
Amen.